Tiens, la calèche, moi. Oh là là. Oh putain. Des jonchés de cadavres partout, il y avait du sang, de la chair humaine, des débris. Je reçois un appel de ma voisine qui me dit ferme tes volets, tu fermes ta fenêtre. Et là j'ai commencé à paniquer, j'avais pas du tout dormi de la nuit. Excusez-moi, je suis effectivement très émue. C'est une partie de la jeunesse qu'on a tuée. We're traveling over Europe the next 3 weeks, and it's going to be a little bit scary going to like iconic places knowing that there could be another attack soon. J'espère que la nouvelle année 2016 sera meilleure que 2015, puisque 2015 a été une année terrible. No, v Bruslju zdaj pozdravljam evropska poslanca Milana Zvera in Iva Vajgla. Dober večer obema. Gospoda, povejte mi na kratko na začetku, kako varno se danes vidva počutita kot državljana Evrope? No, varnostna situacija v Bruslju ni najboljša, ni najbolj ogrožena. Ta ogroženost je dvignjena, raven ogroženosti na 3. stopnjo, to je na predzadnjo stopnjo. No, to se tudi vidi po klimi, v delovni klimi v parlamentu. Ljudje so zaskrbljeni, jih je tudi strah. Ne nazadnje je Evropski parlament najslabše varovan parlament v Evropi, tako da poskušamo zadnje dni s predlogi nekoliko varnost izboljšati in seveda tudi naše počutje. Ampak midva niso zato tukaj, da bi skrbela za varnost Evropskega parlamenta, ampak da poskušamo politiki tudi v Evropskem parlamentu najti nekatere konkretne predloge za izboljšanje situacije. Se strinjate, gospod Vajgl, čutite tesnobo? No, jaz moram reči, da ne čutim pravzaprav te tesnobe, ampak s tesnobo pa spremljam medijska poročila o tem, da v tem velikem mestu, v Bruslju in v še večjem Parizu, obstajajo geta, obstajajo deli mest, nad katerimi očitno nihče ni imel kontrole, tako da se iz teh get sprehajajo potencialni ali pa že aktivni teroristi med Bližnjim vzhodom, Brusljem in Francijo. Skratka, te obe državi sta slabo poskrbeli za mlado generacijo priseljencev in ti se počutijo nekako na obrobju in to generira pravzaprav to brezupno in če hočete tudi obupno odločitev, da gredo v boj, da izgubljajo življenja in da ubijajo. In to je dovolj zaskrbljujoče. Če dovolite, bi k temu dodal, da tudi evropska politika nosi del odgovornosti za nastalo situacijo, predvsem zaradi tega, ker nismo implementirali nekaterih konkretnih ukrepov, ki jih je recimo moja stranka, Evropska ljudska stranka, že marca letos predlagala. Predlagala je splošen političen konsenzus oziroma nek splošen pakt o protiterorističnem pakt, vendar nekateri kolegi tudi iz ALDE in pa iz SND niso podprli vseh ukrepov in še danes imamo težave pri recimo nekaterih dokumentih nadzora nad potniki, recimo. Gospod Vajgl, bili ste izzvani. Je policije v različnih državah, tako da ne vem, a so to črne, rdeče, zelene policije. Dejstvo pa je, da je koordinacija in sodelovanje, izmenjevanje podatkov in tako naprej med varnostnimi službami, med obveščevalnimi službami v evropskih državah očitno pomanjkljivo in to je ena izmed stvari, ki jih je treba nujno popraviti. Poglejte, gospod Vajgl, torej me zanima, če držijo podatki na vaši lastni spletni strani, ste o beguncih vi zadnjič govorili 15. septembra, ko v Slovenijo naprimer še ni vstopil niti prvi begunski val. Ne čutite, da bi se oglasili v vsem tem času glede razmer v domovini, morda celo predlagali kakšno rešitev? No, to ni moja stvar, da predlagam stvari v domovini. Moja stvar je, da predlagam stvari v Evropskem parlamentu, kjer sem v službi in s tem sem zavezan pravzaprav vsem evropskim državljanom. Kar zadeva Slovenije, je pa tam slovenska vlada in tudi
tudi stališča slovenske vlade in aktivnosti naših posebej še prostovoljcev in nevladnih organizacij sem velikokrat komentiral in jih tudi pohvalil. Dobro, gospod Čaleta, gremo za hip nazaj v studio. Preden gremo nazaj v Bruselj, vas vprašam kot državljana, ne kot varnostnega strokovnjaka. Se vam zdi ta polemika, ne? Katera opcija podpre kakšen predlog, tak odziv ustrezen? Je evropska politika ob teh notranjih sporih pokazala kaj operativnosti v zadnjih dneh? Jaz mislim, da v tem trenutku to ni relevantno. Dejstvo je, da se Evropska unija ne odziva dovolj hitro na probleme, ki jih imajo državljani, predvsem seveda pa tudi posamezne države. Zato bi kot državljan predvsem pričakoval od evropske politike bolj enoten nastop. Gremo nazaj v Bruselj. Zanima me, gospod Zver konkretno, je od evropskih poslancev res preveč pričakovati, recimo, da bi te dni, morda je naivno, vseh 751 sedelo skupaj z Grki, s Turki, dokler se ne najde rešitev tam, kjer problem dejansko imamo. Je to preveč? Ja, to bi bilo nekoliko preveč ali pa celo smešno, vendar jaz mislim, da ima evropska struktura ne nazadnje nekaj 10.000 ljudi, nekaj 100 inštitucij, ki so namenjene, da rešujejo tovrstne stvari, in tudi Evropska unija ima Frontex, pa Europol, Eurojust in še mnoge druge agencije, ki bi morale biti veliko bolj učinkovite in aktivne. Vendar res pa je, da politika ni vselej enotna, da bi jim dala recimo pravne podlage za večjo učinkovitost in kaj podobnega. Jaz bi si celo želel, da bi imeli sedaj ob taki krizi tudi neko splošno vseevropsko obveščevalno, varnostno obveščevalno službo, ki bi poenotila podatke, zbirala in seveda pomagala državam članicam v boju proti terorizmu, ker tukaj so glavni akter države članice, ne toliko inštitucije Evropske unije. Inštitucije Evropske unije lahko samo pomagajo in zato smo jih nenazadnje tudi ustanovili. Prav, gospod Zver, za konec vprašanje za oba, pa damo najprej besedo gospodu Vajglu in prosim, bodite kratka, ker gremo naprej. To je zdaj danes polemika v Sloveniji, smo potem, ko so Francozi zaprosili za pomoč, zdaj s kom v vojni v Sloveniji ali nismo? No, seveda nismo v vojni in mislim, da uporabljanje pretežkih in preveč bojevitih izrazov v tej situaciji ne koristi nikomor. Vsekakor pa smo solidarni z Francijo in smo dolžni in obvezani kot člani Evropske unije sodelovati pri zagotavljanju varnosti vseh državljanov Evrope. Francija je prva dokazala, da tudi boj proti terorizmu ne more voditi samo ena država in na koncu biti uspešna. Praktično gre za skupen evropski in celo globalen projekt in s tem, ko je Francija zaprosila za pomoč in s tem aktivirala 42. člen, 7. točko Lizbonske pogodbe, je v bistvu poprosila za pomoč tudi druge članice Evropske unije, vendar na način, da bo bilateralno z njimi sodelovala in iskala rešitve. Torej, lahko bi recimo, če bi se naslonili ali pa zaprosila aktivizacijo NATO listine, 5. člena NATO listine, ustanovne listine, bi seveda to pomenilo vključitev tudi ZDA in jaz mislim, da brez vključitve ZDA v boju proti terorizmu ne bo šlo in pričakujem naslednji dne, da bo Francija razširila svojo prošnjo tudi gospod Zver, in najlepša hvala obema, tudi gospodu Vajglu, da sta bila nocoj z nami. Srečno v Bruselj.